Raklju govori, da bi se mu zmešali, če bi bila 14 dni v karanteni, ker včasih je na Maldivih bila 14-dnevna karantena, potem so pa zmanjšali na 7 dni. In glih prav, da bi se mu zmešali. No, se meni pa tudi, ker tole je kar mučno. V glavnem, dobro jutro iz maldivske karantene. Mi dva sva vstala in greva počasi na zajtrk. Vam bom pokazala vse, kaj nam servirajo, kakšen zajtrk je, kaj dobiš. Potem pa v bistvu upam, da ne bo to vse skupaj preveč dolgočasno, zato ker doma je ful dolg čas. Čez dan potem bereva, sva na računalniku, no sej boste videli. Gremo na zajtrk. Popeljem vas čez zajtrk. Zdaj, kar je mene zelo presenetilo, je, da zjutraj servirajo tudi recimo piščanca, evo takole v omaki. Tukaj naprej se najdejo potem tudi testenine, znajo biti tudi že riž, tukaj spet neka omaka, drugač pa tudi take ameriške palačinke. Tole je njihova tradicionalna jed roši, to je v bistvu s tuno, no, tako na drobno nasekana tuna, zelenjava, zna biti noter tudi kokos, pol omleta, jajca pa sadje. To je več ali manj vsak dan enako. Zdajle vidim, da jih je že kar dost pojedel. Jem zdajle tale roši in je izredno začinjen. Prav tako peče me v ustih, pa smo šele pri zajtrku. Tudi potem kasneje in kosilo in večerja vedno prije zelo začinjeno, kar se v bistvu zelo pozna ta vpliv indijske kuhinje. Tudi sicer se mi zdi, da je kar pomešana ta kulinarika iz večjih kotičkov sveta. S tem, da tale rošja, ki je tradicionalna jed za zajtrk, sva ga dobila zdaj serviranega v vseh hotelih, v katerih sva bila. To je v bistvu 5. na Maldivih in posod se je razlikoval, torej niti en ni bil enak, se pravi, kakor je jedi, kakor je rošjev, toliko je tudi v bistvu različnih teh priprav in okusov. Če priješ na Maldive, vsaj na lokalne otoke, je skoraj nujno, da imaš rad morsko hrano, ki je pač posod. Saj tu dobiš mesne jedi, ampak res prevladuje morska. In tudi tuna, ta pač roši servirajo vedno za zajtrk, nekje celo ni bilo druge izbire v guest housih. In če nimaš rad tune, znaš biti dostikrat lačen. Če ste zanj, naredimo room tour, kje midva pravzaprav živiva. Ne, pa pojmo takole od začetka. Takole priješ noter in te najprej čaka ena posla, glede na to, da sva glih vstala, jo moram še pospraviti. Pa tamle ena mizica, ogledalo, tam je računalnik, tam polneva vse pač najine stvari. S tem, da rabiš poseben polnilec, zato ker ti naši vtičniki za elektriko v velikih državah v tujini ne delajo. Tako da moraš potem dokupiti takle adapter. V velikih hotelih ti ga pa že pač oni dajo in ne rabiš posebej dokupovati. Tlele polnim glih baterijo za tole mojo Sony vloging kamerco. Tukaj imava neke knjige, ki bereva. Rale bere knjigo od Tadeja Galoba Jezero. Ste mi dali priporočilo, da je dobra. Tukaj je najin delovni kotiček, postla, tlele so vse moje stvari, zdajle niso najbolj pospravljene, ampak who cares. Tamle dol so odrale ta stvari, tukaj imava vso tehnologijo, tle je ena ta velika kamera, tle pa se najde presežem, da svašta, od mojega kodralnika za lase, vse baterije, GoPro, laptop je tle shranjen, skratka ni, da ni. Pa je tle en hladilnik, krele, midva morava uno solato dati ven. A si že vrgel, okej. In potem, tlele so vode, to nama dostavlja oziroma pripadati ena taka na dan, pa moraš dokupati. Midva ponavadi vzemeva kar tole, mislim, da je ta za 5 litrov. $3 5 litrov, pa še kopalnica. Tuš kabina, WC, lijak in to je to. Kaj dosti drugega vam pa nimam za pokazati, edino mogoče tukaj še tale ogledalo, pa televizija, kjer v bistvu sploh še nisem prižgala, tako da sploh ne vem nič, kaj se kaj vrti. Pa razgled v streho, tamle dol je še en satelit. Zelo blizu sva džamije, zato ker se sliši dan dostkrat molitev, molijo 5-krat na dan, pa nisem še čisto
ure naštudirala, sem prav spremljala, ko so začeli piti, pa je enkrat tako 3 minute čez pol, 3 minute, oziroma tako ni polnih, ne vem, 15 do ali pa v pol, ampak je vedno tako nekje 3-4 minute zamakne, tako da bom še naštudirala. Pa potem spravim dol v lobi. Ura je 3, čakamo kosilo, ne vem, danes se neki obirajo, ponavadi je prej prišel, tako da mi je čudno, da še ni. Gor se polni telefon, ker je bila prazna baterija. Tako da, ja, upam, da bo čim prej, ker sem že ful lačna. Predvsem pa, da bo dober, ko pa pride, bojo pa tlele pripeljali, tako naložijo na tak mini tovornaček. Takole pa pripeljajo naše kosilo. Hello. I leave you a mess, huh? Good. I saw the Our lunch. Hope it's good. It's like phone propelled. There. In pol moraš poiskati svojo vrečo, veš pa tako, kaj je tvoje po številki. Evo, midva sva 109, se pravi, ta je cela najina. Let's go. Se pravi, nas je 4-5 sob skupaj. Vse manj in manj, ja. Ok, zdaj pa poglejmo. Zrezek in pomfri. Še en zrezek in pomfri. Sadje, danes je nekaj novega. Kaj je to? Papaja, pomaranča, pa pasijonka. Mi je pa ena izmed bolj cool stvari tega lobija, ker je dejansko tle spodaj pesek. In včeraj sem našla eno školjkico, tako da je svež iz plaže. Pa ful mehak, tako da sta cel čas krbosa. Drugače sem vas pa na Instagramu vprašala, če imate kakšno vprašanja, torej v zvezi z Maldivi, karanteno in tako naprej, in itak se je vsul na polno vprašanj in sem si kar zdajle zapisala cel seznam, kaj bom odgovorila. Zdajle imam trenutno 13 vprašanj, pa še kakšnega bom dopisala. Tako da to je naslednji video, ki sledi. Jutri pa potem odgovarjam na vsa vprašanja, tako da če vas kaj zanima, lahko še spodaj vprašate. Sicer pa jutri od A do Ž o Maldivih, o karanteni, o potovanju, koliko je stalo, koliko stane ta celotna karantena, kdo to krije, a sva zavarovana, skratka vse, kar vas zanima. Ura je točno 15:43 in čas je za molitev. To se sliši takole, v bistvu kot nekakšno petje, s tem, da oni na ta način molijo. Se pa sliši dejansko čez cel otok, imajo tudi postavljene zvočnike, tako da ne glede na to, na katerem delu otoka si tisti trenutek, slišiš tole.
Po dnevih slabe hrane sva končno dočakala spodobno večerjo, ki za razliko od prejšnjih dni ni bila dostavljena v vrečkah za smeti. Veš, pregovor, ki pravijo, da je vedno lahko slabš. No, vedno je lahko slabš. Zdajle sva nastanjena v tem hotelu in je crknila elektrika. Se pravi, ne dela luč, si svetva s telefonom, nimava, se pravi, Wi-Fi-ja, nimava luči, skratka ničesar. Za povrh vsega me pa še tu glava boli, pa nos imam zabasan, kaj. Te priba, kar dol je, da se tako sipam z lučkom. In kaj s telefon nisi svetil? Ja, škoga je pa mehna porcija. Prav smejala sva se, da sem rekel baby portion. A res? Tako da bom pisal, da kar prenesem še. No, sam za update, ura je 9, jedla sva pa ob enih. Pa mehna porcija. Takole izgleda naša večerja, s tem, da danes imamo prvi dan samo postrežno, do zdaj smo si vedno naročili. Tukaj imamo neke take testenine, še ene testenine in riž. Pol tole, kaj je to soladka, ful je slaba svetloba, tukaj nekaj sladkega, še več soladk, pa sadje, pa omaka.